Kapacitivni zaslon na dotik. Zaslon na dotik oziroma zaslon občutljiv na dotik, znan tudi pod angleškim izrazom touchscreen, je računalniška vhodno-izhodna enota, ki s površino, namenjeno prikazovanju podatkov, zaznava tudi dotik uporabnikovega prsta ali ustrezno ostrega predmeta, na primer pisala. To uporabniku omogoča neposredno interakcijo z grafičnimi elementi na zaslonu, za razliko od drugih vhodnih enot, na primer miške, kjer je interakcija posredna prek kurzorja. Glavni cilj zaslona na dotik je posredovati koordinate dotika ali dotikov, če je teh več, naprej v procesor, ki sporoči aplikaciji, kje se je uporabnik dotaknil zaslona, koliko časa je trajal dotik in ali je na primer uporabnik dalj časa s prstom drsal po zaslonu. Seveda pa obstajajo tudi druge geste oziroma kretnje. Telefone z zasloni na dotik danes uporabljamo skoraj vsi, toda nismo pozorni na dejstvo, da ga pravzaprav uporabljamo vsakodnevno na samopostrežnih blagajnah, v gostilnah in restavracijah pri naročanju hrane, v muzejih in drugih izobraževalnih ustanovah, najdemo ga na medicinskih aparaturah, v uradih, ko je potrebno zbrati digitalne podpise, v igralnih konzolah in pametnih domovih. Prav tako pa se zadnje čase pojavljajo v avtomobilih in na hladilnikih. Seveda ne smemo pozabiti na že prej omenjene pametne telefone, tablice, računalnike in pametne ure. Po nekaterih virih naj bi obstajalo kar 18 različnih vrst zaslonov na dotik. V grobem bi lahko tehnike za prepoznavanje dotikov razdelili v dve skupini, na optične in neoptične. Optične rešitve se uporabljajo za nadzor zaslonov večjih površin. Tipično jih sestavljajo tri komponente: optično tipalo, navadno gre za kamero, infrardeči vir svetlobe, LED diode ali laserji, ter površina, projektor ali zaslon LCD. Med neoptične spadajo zasloni s površinskimi zvočnimi valovi, uporabni in kapacitivni zasloni ter infrardeči okviri. Zasloni s površinskimi zvočnimi valovi imajo integrirane pretvornike signalov za oddajanje in sprejemanje ultrazvočnih valov po X in Y osi. Zvočni valovi so razporejeni po celotnem zaslonu in se odbijajo od reflektorjev. Ob dotiku s prstom se zvočni val absorbira. Ob zaznavi spremembe je mogoče izračunati lokacijo interakcije. Infrardeči okviri se namestijo na površino zaslona, to je LCD ali plazmo, in se prek USB kabla povežejo z računalnikom, zato je potrebno naknadno namestiti primerne gonilnike. Tehnologija deluje tako, da so ob robovih okvira napeljane diode LED, ki osvetljujejo površino. Dotik prstov prekine svetlobni žarek in povzroči upad signala, ki je zaznan s strani detektorjev svetlobe. Uporabni zasloni so sestavljeni iz več slojev. Spodnji sloj je iz stekla, zgornji pa iz prožnega poliestra. Najpomembnejša elementa sta prevodna sloja iz indikositrovega oksida, včasih se je uporabljal baker. Prevodna sloja sta prosojna, ločujejo pa jo distančniki, navadno iz silikona. Ob dotiku se ustvari stik med prevodnima slojema in povzroči prehod električnega toka, pri čemer se zaznajo koordinate. Uporabni zasloni so cenejši od drugih zaslonov na dotik, porabijo manjšo količino energije, odporni so proti prahu in vodi, vendar je njihova slabost v slabši prepustnosti svetlobe in občutljivosti za poškodbe. Se pa lahko stik na površini izvede s prstom, palčko ali celo rokavico. Uporabljali so se za mobilne telefone in tablice nižjega cenovnega razreda, danes pa jih nadomeščajo kapacitivni zasloni na dotik. Kapacitivne zaslone delimo na dve podskupini, in sicer na površinske kapacitivne zaslone, po angleško surface capacitive, in na zaslone, ki uporabljajo projicirno kapacitivnost, oziroma po angleško projected capacitive. Površinski kapacitivni zasloni so sestavljeni iz steklenega sloja, prek katerega se razteza tanek prozoren prevodni material. Iz vsakega kota zaslona elektrode vzdržujejo določeno količino elektronov, ki so enakomerno porazdeljeni po površini in ustvarjajo homogeno električno polje. Ker smo ljudje tudi prevodna bitja, se ob dotiku prstov s površino del električnega naboja prenese na nas.
Senzorji zaznajo, na katerem mestu zaslona je prišlo do električnega odboja. Večina današnjih zaslonov pa je tistih, ki uporabljajo projicirno kapacitivnost. Takšni zasloni so sestavljeni iz 2 slojev stekla, med njima pa je napeljana mreža senzorjev iz zelo tankih žic, ki projicirajo električno polje skozi zgornji sloj stekla. Ob dotiku s prstom se kapacitivnost zmanjša, na tej podlagi se izračuna mesto dotika. Natančno razlago, kako delujejo kapacitivni zasloni, si bomo ogledali kasneje. Sedaj pa si oglejmo stolpični diagram, ki prikazuje delež tehnologij zaslonov na dotik na svetovnem trgu. Rdeča barva predstavlja uporovne zaslone, modra barva pa zaslone, ki uporabljajo projicirno kapacitivnost. Kot opazimo, se je delež uporovnih v zadnjih letih zelo zmanjšal, tako da danes zaseda le okoli 10% celotnega trga. Po drugi strani se je povečal delež kapacitivnih zaslonov in danes obvladuje 3/4 svetovnega trga. Poglejmo si še razliko med uporovnimi in kapacitivnimi zasloni, da bomo lažje razumeli vzpon kapacitivnih zaslonov. Na levi strani imamo igralno konzolo z uporovnim zaslonom, na desni strani pa se nahaja pametni telefon s kapacitivnim zaslonom. S prstom, navadnim plastičnim pisalom in pisalom, ki posnema lastnosti človeške kože, se bomo dotaknili obeh zaslonov in ugotovili razliko. Ugotovimo, da se le z navadnim plastičnim pisalom ne da upravljati kapacitivnega zaslona na dotik. Toda zakaj je tako? Razlog leži v zgradbi obeh zaslonov. Uporovni zaslon na dotik se odziva na vsak dotik, zato ga lahko uporabljamo tudi, če imamo na sebi rokavice, medtem ko kapacitivni zasloni delujejo samo ob dotiku prevodnega telesa, kot je na primer človeški prst. Ker so vodne kapljice prevodne, nam zato ob dežju nagajajo po zaslonu. Še ena očitna razlika je ta, da so uporovni zasloni upogljivi in zato bolj odporni. Kapacitivni zasloni po drugi strani niso in se ob padcu na tla pogosto zlomijo. Tehnologija zaslonov na dotik je z nami že skoraj pol stoletja, pa vendar se je množična uporaba začela pred približno 10 leti, ko je Apple na tržišče poslal prvi iPhone. Prvi kapacitivni zaslon na dotik so razvili v Veliki Britaniji sredi 60-ih let, do 90-ih let pa se je prav ta zaslon uporabljal za kontrolo zračnega prometa. Nekaj let kasneje so v zgodnjih 70-ih znanstveniki iz CERN-a razvili prvi prosojni zaslon na dotik. Kot prevodnik so uporabili baker, danes pa se uporablja predvsem indikositrov oksid. Za konec si poglejmo animacijo delovanja kapacitivnega zaslona. Kapacitivni zaslon je sestavljen iz LCD zaslona, na katerem sta dve tanki prozorni plasti prevodnika ločeni z izolatorjem. Kot prevodnik se najpogosteje uporablja indikositrov oksid, ki je v plasti ločen na tanke žice, ki skupaj z drugo plastjo, ki je pravokotna na prvo, tvorijo dvodimenzionalno mrežo.
Ker po teh žicah teče električni tok, se med njimi ustvari električno polje, ki je najmočnejše tam, kjer se dve žici prekrižata. Nastane mreža majhnih kondenzatorjev, ki sestavljajo relakcijski oscilator. Ta niha z določeno frekvenco, ki je odvisna od kapacitivnosti kondenzatorja. Ker je prst prevoden, se zaradi principa influence nabije z nasprotnim nabojem ožičenega. To spremeni kapacitivnost kondenzatorjev, kar vpliva na frekvenco nihanja oscilatorja. Zaradi mrežne razporeditve lahko procesor iz teh podatkov natančno določi pozicijo prsta. Ker se naprava odziva samo na določeno spremembo kapacitivnosti, zaslona navadno ni mogoče uporabljati s pisali za uporovne zaslone ali skozi neprevodne materiale. Občutljivi so tudi na kapljice vode, ki imajo podobno kapacitivnost kot človeški prst.